Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Andrej Černigoj, poslanec poslanske skupine NSi SLS Fokus. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Ti si zdaj prišel v državni zbor kot nadomestni poslanec, potem ko je Jernej Vrtovec, predsednik Nove Slovenije, šel na funkcijo ministra za infrastrukturo. Midva se tikava, ker se poznava, sva sodelavca in tukaj si bil v tem studiu pred volitvami in nekako imam občutek, da ta gorečnost, ki se je takrat kazala iz tebe o tem, kako prinašaš Ilirsko Bistrico v Ljubljano, v državni zbor, še ostaja. Ja. Vidim tvoja prva poslanska vprašanja o vožnji oziroma opravljanju vozniškega izpita v Ilirski Bistrici. Kaj bodo naslednji koraki? Najprej moram reči, da sem hvaležen vsem volivkam in volivcem, ki so videli v meni potencial in so mi namenili glas in so mi tudi omogočili, da sem postal poslanec. Kandidirati proti predsedniku stranke ni lahko, ampak skupnimi močmi smo uspeli drugo mesto in to je bila tudi popotnica oziroma vstopnica v državni zbor, ko smo vstopili v vlado, sedanjo vlado. Moram reči, da že 14 let živim v Ilirski Bistrici, ampak v Ilirsko Bistrici združujem dva svetova. Ilirsko Bistrico in Vipavsko dolino. Že starši so me od malega naučili, da zemlja ima potencial in ta zemlja iz vinogradov Vipavske doline in s to miselnost sem prinesel v Ilirsko Bistrico, kjer nekako tudi pokušamo z brkinsko slivovko in zgleda, da ta koktejl sem uspešno združil in ga zastopam tudi v državnem zboru. V bistvu idej in izzivov imam veliko, mogoče 3 glavne, seveda avtocesta Postojna-Jelšane. Na področju gospodarstva v bistvu si bom prizadeval za vzpostavitev novega električnega kablovoda od Dobropolj do Plame. Plama je naša največji potencial na področju industrijskega območja, ampak se ne more širiti, ker nima dosti električne energije in to bo kar velik zalogaj in velik projekt za našo občino. In potem imamo pa še kar nekaj drugih takih manjših, kot si že omenila, v bistvu vožnja z avtomobile, glavno vožnjo z avtomobile sem že vzpostavil v prejšnjem mandatu, sedaj gremo pa še na motorje. Aha. Na motorje, da tako bi lahko mladi delali glavno vožnjo v Ilirski Bistrici, ne pa v Sežani oziroma Postojni. In v bistvu vračamo ta pomembnost središča Ilirske Bistrice vračamo nazaj. Tako. Potem pa imamo še kar nekaj projektov, kolesarka, Ilirska Bistrica, v bistvu Kočanija, in tu je ena zadeva in drugače si pa želimo vzpostaviti še kar nekaj projektov, ampak ne bo malček skrivnost, ker že če bomo to izvedli, bo veliko, ker suma sumarum projekti niso majhni po vrednosti. Je tudi treba nek vrstni red, neke prioritete. Ampak že v prejšnjem mandatu, pravzaprav ti, ko si potegnil črto, je Ilirska Bistrica napredovala z ministrom Jernejem Vrtovcem in s tabo kot poslancem. Govorimo seveda o tem infrastrukturnem delu. Moram reči, se kar malo pohvaliti, da so mi marsikateri naši poslanci v poslanski skupini kar malček zavideli oziroma bili jezni name in so znali reči, da če me je kakšen vrhnil skozi vrata, sem prišel pa skozi okno. Okay. Ampak ja, glejte, zame je v bistvu, če mi kakšen reče ne, je v bistvu to samo še spodbuda, da najdem način, kako bo ta ne ratov ja. In so predhodno delo, ki sem ga opravljal, preden sem postal poslanec, v bistvu mi je dalo ogromno znanja,
kot predsednik Lobajdovskih študentov, kot potem gospodarstvo v Mercatorju, kot skoraj 10 let asistent evropskega poslanca Lojzeta Peterleta in seveda sedaj, moram reči, že 2-krat nadomestni poslanec. Mi je dalo ogromno znanja, ki ga pač in širino in nabor poznanstv pri ljudeh, predvsem pa poznavanje, kako ministrstva delujejo, ne, mi je dalo neko prednost, mogoče pred marsikaterim mojim kolegom, ki jaz moram reči, ker sem pristopil vrata državnega zbora, ne, sem točno vem, kaj je moja naslednja točka, kje je vizija, kako to vizijo doseči, komu potrkati na vrata. Ne. Začelo se je pa, kot praviš, kot dijaški študentski funkcionar, potem pa občinski svetnik, zdaj se izteka tvoj drugi mandat, preden si postal poslanec, si bil tudi podžupan. Se pravi, si tudi v nizkem štartu za jesenske lokalne volitve. Ja. Jaz mislim, da vidim tu v bistvu v svojem lastnem primeru, da moraš biti vedno povezan s svojo lokalno skupnostjo, z ljudmi. Sem bil podžupan, nažalost funkcija poslanca in podžupana nista združljivi, zato moram tukaj pohvaliti, da zmeraj delam na tem, da nekako svoje znanje delim, zato sem zelo vesel, da je podžupansko funkcijo prevzela naša predsednica lokalnega odbora, Teja Iskra, tako da bomo mi to našo energijo nadaljevali. Vsekakor se že pripravljamo na lokalne volitve, imamo tudi v bistvu kar nekaj ljudi, potencialnih kandidatov za župana, tako da mi bomo štartali s polno listo, s kandidatom ali kandidatko za župana. Predvsem pa me to veseli, da smo prvič v zgodovini naše stranke v bistvu aktivno zastavili in zelo ambiciozno zastavili lokalne volitve na širšem območju, to se pravi na celotni primorski regiji. Vzpostavili smo kar nekaj odborov v Hrpeljah Kozini, v Sežani, v Divači in tam imamo predstavnike. Zdaj te predstavnike tudi nekako izobražujemo, jih spodbujamo, jih povezujemo in jaz mislim, da če bomo nekako ponovili na celotnem Primorskem, podobne procente, kot smo jih dosegli na državnozborskih volitvah, v bistvu zna biti, da bomo po številu poslancev, po številu svetnikov in svetnic se približali prvemu mestu v številu strank. Ne? Odlično. Kaj bi pravzaprav pomenil pri lokalnih volitvah spremenjen zakon nedavno? Gre seveda za zakon, ki na nek način krepi glas slovenskih državljanov o tem, kako bodo živeli v svojem okolju, v svojem mikrookolju, da tako rečemo, se pravi v svojih krajevnih skupnostih, občinah. Tudi pomembna sprememba je ta, da se drugače organizira volilne enote znotraj krajevne skupnosti, da imajo enakovreden glas tudi naselja z manj prebivalci. Glejte, to, kar si omenila, je zelo pomembno. Sam prihajam iz majhne vasi, Smrje, in tu se prav mene osebno tiče. Svoboda v prejšnjem mandatu ni imela posluha za podeželje. To moramo priznati. In v bistvu njih so zanimala samo mesta. Ne? Večje tvorbe, ampak duša Slovenije je podeželje. In vam bom povedal na svojem lastnem primeru. V vaški skupnosti, kamor jaz bivam, so tri vasi. Smrje, Prem in Čile. In v preteklosti je vsaka vas imela 3 predstavnike. 3 plus 3 plus 3 je 9. In v Smrjah imamo 3 predstavnika, predsednika in 2 še zraven in nekako tevi 3 skrbijo še zdaj, skrbijo za razvoj vasi, skrbijo nekako, da ima vas vizijo, da je vas povezana in predvsem, da vas živi skupaj. Predlog Svobode je bil pa ta, da vse te 3 vasi skupno dajo 9 kandidata. In tu se lahko zgodi, da ena vas
ki je malo večja po številu prebivalcev, brez problema preglasuje druge. In kaj se lahko zgodi? Lahko se zgodi, da Smerje ne bi imeli več nobenega predstavnika. In tukaj se potem zgubi vizija vasi, potem se zgubi neko ponotranjenje, da vas mora imeti predstavnika in tako vas zamre. A veste, to ni samo v Smerjah. Takih primerov je po Sloveniji nič koliko. Ampak, a veste, za eno vas, ko je Smerje, je obstoj ali biti ali ne biti veliko vprašanje. Jaz verjamem, da za enega človeka v Ljubljani ga to ne zanima oziroma ni pomembno. Tudi ne zna si mogoče predstavljati, se poistovetiti s tako situacijo. Ne? Ampak za vasi na podeželju je to vprašanje biti ali ne biti. A veste, in vas se lahko hitro, v roku ene generacije, v bistvu vasi več ni. In to prav vidimo mi na območju Brkinov, ker se število mladih zmanjšuje. Ne povem, jaz sem prišel v vas Smerje 14 let nazaj in sem tretja zadnja družina, ki je ostala v vasi. Ne? In to niso neki spodbudni koraki k oživljanju Brkinov in tako naprej. In take zgodbe jaz slišim po celi Sloveniji. Ne? In zaradi tega ta neposluh svobode do nas, ne, je v bistvu napad na celotno podeželje. In mi smo s tem zakonom branili podeželje in mi smo mu podeželju dali možnost, da se sam razvija tako, kot si želi. Zdaj, tukaj glede tega zakona je bila dosežena ta prva stopnja na poti do referenduma, se pravi zadostno število podpisov za začetek zbiranja 40,000 podpisov. Seveda, tvoji poudarki so to, kar bo tudi Nova Slovenija zagovarjala v tem procesu. Je pa na vidiku še referendum, bomo videli, kaj bo reklo Ustavno sodišče, ampak povsem možno je, da bomo odločali o razvojnem zakonu in prav tako zdaj že je jasno o zakonu o parlamentarni preiskavi. Tukaj pri zadnjem je še posebej izrazito, kako je nasprotna stran pravzaprav z nekimi manipulacijami in zavajanji privedla do tega svojega sloganja politične policije, ne da bi omenila, da je pravzaprav to praksa, ki jo želi koalicija s tem novim spremenjenim zakonom pravzaprav prekiniti. Glejte, tukaj bom dal zelo jasna sporočila. Imeli smo zakon, ki je veljal skoraj 30 let. Je veljal za leve, za desne, za sredinske. Govorimo o preiskovalni komisiji. Potem, ko se je gospod bivši premier Golob čutil ogroženega, da se bo njega preiskovalo, je šel spreminjati zakon. Da je sebe zaščitil. Ne? Mi zdaj samo s tem našim predlogom smo hoteli samo vrniti v prvotno stanje. In če politične policije ni bilo v 30 letih, ne? Vemo pa, kaj se je s komisijami dogajalo v prejšnjem mandatu, ne? Ko v bistvu tu niso bile komisije, ampak tu so bili bolj medijski inkvizitori. Ne? Potem mora biti ljudem kristalno jasno, ne, da je v bistvu tukaj čisto zavajanje. Ne? In branjenje enega lika, ki se je na račun enega podjetja zelo, zelo finančno okoristil. Ne? Takih zmožnosti navaden državljan Republike Slovenije ni imel. To seveda moramo poudariti, domneve, ne? Ampak nikoli, kot kaže, ne bomo vedeli, ker ni bila ustanovljena preiskovalna komisija oziroma je bila ustanovljena bolj
pro forma, se reče. Ne? Seveda so to domneve, to moramo priznati. Pa tudi pojasnite treba tukaj, ne, da parlamentarna preiskava je pravzaprav institut, s katerim se ugotavlja politično odgovornost. Tukaj ni pooblastil policije, tožilstva, sodstva, tukaj je pravzaprav preiskava izključno političnih funkcionarjev, pri katerih se ugotavlja politično odgovornost, nikakor pa ne kazenske ali kakršnekoli druge. Se popolnoma strinjam, ampak če pogledamo še mogoče te preiskave, ki jih oni želijo, ne, zelo nenavadno se mi zdi noter, ne, da bo šli preiskovati ne vem koliko kolen, imamo tata žlahto in tako naprej. Ne. To kaže na to, da oni ne iščejo v bistvu politične odgovornosti. Ne. Oni iščejo, mi rečemo na Primorskem, štof z, bom rekel, rumene medije. Za politični pregon in obračun. In obračun, ja, tako. Pa zaključiva malce bolj sproščeno, pogovarjava se v času dopustov, kako boš preživel počitnice, slišim, tako ko se pogovarjava, da bodo tudi delovne, verjetno tudi z eno roko pri telefonu, če si poslanec, verjetno ne moreš kar tako odklopiti. Ne, če si poslanec, v bistvu bom ta čas, počitniški čas, v bistvu porabil, da se bom pripravil na jesen. Zakaj? Zaradi tega, ker poleg počitnic bom jaz dve stvari počel. Ena je zadeva, da bo oče nas poklical v pomoč v vinograd, kar že to delamo čez celo leto. In septembra si bom mogoče tudi malo več dopusta vzel, ker je v septembru čas trgatve, oziroma mi rečemo bandima. In takrat oče pokliče vojsko in vojska se vedno odzove. Ne, tako. Tako da se bom pripravil, v bistvu delo, ki bi ga mogel narediti v septembru, bom že zdaj se pripravil, dokumentacije, predlogi in tako naprej. Druga zadeva, kar se tiče pa počitnic, ja, v bistvu sam bivam v Ilirski Bistrici. Ilirska Bistrica je zelo blizu v bistvu morja, če tako gledamo, Krk pa Opatija, so zelo blizu, tako da bom mogoče tudi na hitro skočil tja. Mi rečemo na Primorskem tufo, skok v morje. Ja, osvežitev. Ja. Drugače pa verjetno nas letos z družino mogoče čakajo tudi ene tedenske počitnice, mogoče v bližnji soseščini. Bomo še videli, nismo se odločili, mi smo taki, da bolj zadnjo minuto. Spontani. Tako. No, bom rekla, lepo poletje, če bo tudi pomešano z delom, ne bom rekla počitnice in ne dopust, ampak prijetno poletje, se še kaj srečava v tem studiu, ne? Bomo. Ja. In mogoče čist za češnjico na tortni. No. Letos prvič jaz nekako sem se odločil in sem že v fazi, v bistvu izdelujem penino po šamat metodi, tako da bo oktobra bo nekako narejena. Tako da, če ne prej, jaz upam, da se bomo prej, ampak če ne, bomo pa oktobra kaj nazdravili. Ali pa po rezultatu lokalnih volitev. Ne? Tako. Na pozitiven in odličen rezultat. Tako, ja. Hvala, Andrej. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu. Hvala, Dion.